Pozdravljeni na današnji okrogli mizi ob več kot primerni fotografski razstavi Jacoba Appledowna, svetovnih žvižgaških zvezd. Bomo iskali, da tako rečem, slovenske žvižgače oziroma slovenskega Snowdena, ali pa se pravzaprav bolj spraševali, zakaj ga še ni na vidiku. Naj na kratko predstavim dva cenjena gosta, namreč troje bomo, novinar Večera, pravzaprav eden redkih novinarjev pri nas, ki mu lahko rečemo raziskovalni novinar, Vasja Jager je zbolel, upamo, da samo zbolel, in odpovedal. No, ampak sta pa z nami Sandra Bašič-Hrvatin, izredna profesorica na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem, ena najboljših poznavalk medijske krajine ali pač močvare pri nas. Živijo Sandra. In Domen Savič, ki ga lahko predstavim tudi kot Domen Savič, človek, ki na Twitterju včasih kriči, z velikimi tiskanimi črkami, sicer pa komunikolog, ki se ukvarja z družboslovnimi vidiki spletnih tehnologij, sourednik portala e-demokracija, še direktor Inštituta Državljan D in še marsikaj, bomo rekli. Skratka, kdo ni na internetu, oziroma kdo ne pozna Domna Saviča, nima interneta, ne? Tako nekako, no. Jaz sem Nataša Štefe z Zavoda, občasna novinarka, pogosteje pač voditeljica na Valu 202. Pozneje bomo seveda zelo veseli, če se nam bo kdo iz publike predstavil, povedal kakšen lahko tudi že vmes, komentar, razmislek, vprašanje. Smo v demokraciji, nihče vam ne zapoveduje, da ste tiho, ne, tako da delite z nami, kar vam teži dušo. Če gremo k temi, ki odpira na nek način neverjetno število vidikov, od vloge novinarjev, medijev, tudi do pravnih vidikov varstva žvižgačev, no, ampak o tem bomo težko kaj spregovorili, ker med nami ni odvetnika oziroma pravnika, do neke kulture žvižgaštva. Ampak za začetek oziroma za iztočnico bi jaz vzela kar to vprašanje, ki se nam ponuja, to catchy vprašanje okrogle mize. Kdo je slovenski Edward Snowden? Oziroma kar vprašanje za oba. Kateri slovenski primer se vam utrne, na kaj sta pomislila, ko sta prihajala sem? Oziroma, tukaj se dotikamo tudi definicije žvižgača, ne? Imamo žvižgače, imamo aktivne državljane, neke kritike v družbi. Sandra, damo domno prednost. Jaz imam pač prvi problem, ko sem razmišljal, na kakšen način bi se tega lotil, oziroma ko sem razmišljal, kaj lahko sploh povemo, oziroma kdo bi bil res pač Edward Snowden v Sloveniji, sem razmišljal o tem, a je dejansko pri nas zadeva sistematično tako slaba kot v Ameriki, da bi pač Edwarda Snowdena mogoče sploh potrebovali. Se pravi, tudi to, kar si omenila, ne, aktivizem, neki posamezniki, ki pač ne, aktivni državljani in to, meni se zdijo to do določene mere neki oksimoroni, ne, kjer v bistvu ti pač v vlogi državljana ne moreš biti drugačen kot aktiven. Lahko si. Ne, če nisi aktiven, potem nisi državljan, ne? Potem si v tem grškem smislu, pa si bom sposodil citat od Čosiča, ne? Ki ga je on skopiral iz Wikipedije, ne? Idiotes, ne? V grščini pomeni pač ta posameznik, ki se briga samo zase, ne? In ne participira v nekih družbenih procesih. In zdaj, koncept Edwarda Snowdena je po mojem treba gledati, pač, kdaj je nastal, znotraj kakšnega okvira, znotraj katere industrije, znotraj katere države, kako je v tej državi pozicionirana ta nek družbeni, kako je skonstruiran družbeni prostor in kako so pozicionirani pač neki posamezni akteri. Imaš recimo, Edward Snowden je bil uslužbenec nekega podizvajalca nacionalne obveščevalne oziroma agencije NSA, in je znotraj svoje vloge pač videl in delal stvari, ki si jih v bistvu mogoče mi sploh ne moramo zamisliti, oziroma smo si jih mi, preden je on prišel s temi papirji, zamišljali samo v neki vlogi nekih hollywoodskih filmov. Ne. Pri nas je v bistvu, ja, povej. Ampak kaj veš, ne možemo reči, da pri nas v eni instituciji pa ni nekih nepravilnosti, za katere neki ljudje vejo, pa jih nekako ne razkrijejo. No? Ravno to, pač, do tega. Jaz mislim, da tega ne smemo enačiti
da Snowdenovih razkritij ne smemo enačiti z nekim razkrivanjem, recimo temu nekih splošnih nepravilnosti znotraj določenih inštitucij. Ker imamo v bistvu pravni red oziroma imamo v bistvu neke postopke, ki večino teh napak ali pa zlorab ali pa nekih, ne vem česa v veliki večini inštitucij pač sankcionirajo, če jih nekdo prijavi. Ne? Ampak to zame še ni, če ti greš recimo in rečeš, ne vem, in prijaviš svojega šefa ali pa prijaviš svojega, ne vem, da krši zakonodajo, da krši, ne vem, delovsko zakon, da pokličeš delovsko inšpekcijo in jih prijaviš, da imajo v tvoji firmi zaposlenih ful preveč ljudi na avtorsko pogodbo ali pa na študentsko napotnico. Zame to ni žvižgač. To ni, ampak recimo primer, da bi v neki banki, v kateri je velika bančna luknja, nek neznani bančnik novinarju razkril podatke, na kakšen način so se izdajali neki krediti. Meni se zdi tle zelo pač ena linija, no, kjer se mogoče preveč nekih aktivnosti enači s tem whistleblowingom oziroma razkrivanjem. Ne, recimo, da banke bi bile tam eni primer, ampak se mi zdi, da recimo to, kar je Snowden naredil, to je tako onkraj vsega, kar imamo mi za aktivizem oziroma onkraj vsega, kar je ponavadi percepirano kot ne, da se pa zdaj aktivni državljan, da si tega res pač, še jaz imam včasih ko razmišljaš o teh zadevah, kaj je on v bistvu naredil, ne vidiš, da je to res, da to so res ne znam opisati, no, kako onkraj vsega, kar je, na čemer sistem stoji oziroma kako je sistem postavljen, je to njegovo dejanje. Sandra, imaš ti kakšno idejo, ki bi lahko bil Edward Snowden? Jaz bi samo na začetku par stvari. Ti si samoumevno povedala, da mi živimo v demokraciji. Jaz mislim, da mi ne živimo v demokraciji in ti ljudje tukaj pokazujejo, da smo daleč od tega, da bi bili v demokraciji. Druga stvar je, jaz ti solidarnosti na levi roki nosim rumeni trak za novinarje tvoje hiše, ki so jih tako poimensko poimenovali kot recimo skupno neintegrirane migrante in migrantke. In mislim, da to dokazuje tudi, da ne živimo v demokraciji. In najhujše je pa to, da ko se bomo zavedali tega, da ne živimo v demokraciji, bo že prepozno. Takrat bomo že prešteti, postavljeni in tako naprej. Druga stvar je, da se mi zdi tudi tako lahkotno govoriti o Snowdenu, prav zaradi tega, ker ne moremo in imamo slab občutek v želodcu, da v Sloveniji tega ni. Zakaj pa ni? To so zdaj druge zgodbe. In o Snowdenu govoriti tako, fajn. Vsi imamo o Snowdenu na nekaj povedati, ampak Snowden živi v nedemokratični državi, ki mu je dala politični azil. Nobena evropska država si ni upala tega narediti in tako naprej. In za konec samo še nekaj, da se ne pozabi. Nekdanji urednik Guardian je sodeloval pri razkritju te zgodbe, Alan Rusbridger, je v svojem zadnjem nastopu v bistvu zelo zagrenjeno in kritično pokazal, da tudi večina svetovnih medijev absolutno ni bila pripravljena slediti tej zgodbi, ampak so se držali tega načela, če država nekaj definira kot državno skrivnost, potem je pa to potrebno spoštovati. Zato, Guardian je šel korak naprej, zgodbo je razkril, če preberete Greenwaldovo knjigo, potem vidiš v bistvu, kako je bilo potrebno nekaj, kar v tem prostoru po mojem mnenju manjka. In to je, moraš imeti zelo močnega urednika, ki bo za tabo stal, vključeno z Nickom Davisom, torej vse velike zgodbe, ki so se v Britaniji zgodile, moraš imeti zelo močnega urednika, ki bo rekel, to je zgodba in jaz za ta zgodbo stojim. In moraš imeti benevolentnega lastnika, kot je Scottish Trust, ki bo rekel, kar pelite zgodbo naprej, nimamo kaj izgubiti. Skratka, nič od tega v tej družbi ne obstaja. Še najmanj pa to, kar ti praviš, domen aktivni državljani. Jaz mislim, da je Snowden imel samo tisto naravno človeški občutek, da je videl nekaj, kar je nesprejemljivo. In je rekel, jaz tega ne bom dovolil. In je naredil, ne glede na posledice. In paradoksalno je, da edina oseba, ki bi lahko o tem govorila, je
analog, brez logosa, ne more govoriti o javnosti, ker mu je to preprečeno in vsakdo, ki ima 5 minut časa, da posluša z mano, govori o tem, kaj Snowden naredil. Svetka, v tej družbi, svetka, če govorimo o Sloveniji, če se zdaj ne razširimo na vse možne druge države, v Sloveniji žvižgači niso možni, zaradi tega, ker je najprej se razvila ena posebna kultura anonimnega uvajanja takih in drugačnih nečednosti, ki se potem v medijih reciklirajo kot take in drugačne zgodbe. Ker na koncu biti žvižgač ni vloga za hollywoodski film. Je blazno zoprna zadeva. Je bolj iz kakšne grške tragedije, ki se konča tragično. Tako da osnovno vemo vse, dajmo se zdaj mogoče obrniti navznoter in pogledati v slovenskem prostoru, zakaj je tako, kot je. Jaz sem tle mogoče samo eno fusnoto, ne? Jaz sem mogoče hotel poudariti ali pa hotel razložiti samo to, da se mi zdi, da je malo nevarno ali pa malo in trapasto enačiti oziroma postavljati enačaj med aktivne državljane in Snowdenom. Zaradi tega, ker potem ljudje dobijo občutek, da če ne razkriješ, ne vem, delovanja, ne vem, prikritega delovanja največje vlade na svetu oziroma najbolj tajne agencije znotraj največje vlade na svetu, vse, kar je manj od tega, je brez veze. Se ne splača ukvarjati, bo to nekdo drug naredil, se to pač je potraparija oziroma je to nekaj, kar je totalno trivialno. Ne? Meni se to ne zdi. Meni se ne zdijo vse zadeve, ki so 0,001% Snowdena ali pa še manj, ne, tako trivialne. Ne. Je pa to, recimo to, kar je Snowden naredil, je pa, ja, tako, kar si rekla, pač nekaj, se pravi, no, nekaj tako nezamislivega oziroma ne... Ampak, veš, lahko se tu zelo preprosti, ne, pravzaprav pač nekdo, ki je videl, da se dogaja nekaj, kar je... Glede, na položaju, kjer je operiral oziroma delal z takimi tipi informacij. Ja. Ampak tisto, o čem jaz govorim, je gesta. In gesta ni vezana na velikost skritja, ampak je gesta vezana na to, da ti človeški čut, tisto, kar bi moral imeti, če ugotoviš, da se dogajajo stvari, ki so nesprejemljive, da jih razkriješ. Vprašanje pa je, človek, ki se za to odloči, ali se zaveda, v kaj se spušča. Skratka, ali v tej državi obstajajo mehanizmi, ki tega človeka lahko zaščitijo. In jaz mislim, da ne. Tako. To je moja poanta. Jaz ne ocenjujem zdaj velikost. Skratka, nimamo težko kategornike žvižgače, pa one peresne, ampak imamo samo navadne ljudi, ki v določenem trenutku rečejo, tega pa ne morem sprejeti. Bomo o tem še nadaljevali, ampak sam najprej bi se rada vrnila, Sandra. Edward Snowden si omenjala Guardian, ne? Brez pomoči medijev na nek način tudi on ne bi mogel tega razkriti. Ampak, če se ne motim, so potem te novinarji iz Guardiana nekako še vsem šli potem na svoje, ne? Nek svoj projekt ustanovili. Zanima me to, no? Ti klasični mediji in zakaj se potem tudi te veliki novinarji potem odpravijo nekako na svoje. Če prebereš Greenwaldovo knjigo, potem pa vidiš take smešne stvari, da je Snowden kontaktiral Greenwalda mesece prej, ampak Greenwald ni imel kriptiran mail in ni znal odgovoriti. Sploh ni vedel, da ga nekdo išče in nujno rabi njegovo pomoč. Drugi pa problem, kako to množico informacij, veš, to je mogoče bil problem tudi s Assangeom, kako to množico, ogromno število informacij kategorizirati, obdelati to. Ja, ali pa narediti tako, da ljudje razumejo, v čem je problem. In zato mislim, da je vloga novinarjev tukaj pomembna. Svetka, Snowden je dal nekaj, ampak mislim, da so Guardianovi novinarji naredili to, kar jaz mislim, da je pomembno pri novinarjih, da so zgodbi dali tisti pomemben, ki velikokrat manjka v novinarskih prispevkih, in to je zakaj. Ker to je ključno. Recimo, zakaj ameriška država to počne? Ampak recimo zdaj, ko gledamo neko novinarstvo v Sloveniji, se še vsem sklicuje večinoma na neke uradne vire, na PR sporočila. Te obdelave nekih anonimnih virov, omenjene se te anonimke, ampak da bi šli pa v neko raziskovanje teh anonimnih virov, tega pa ni, ne? Mislim, tudi, pa se vprašamo, če pri nas tudi, če bi bil nek Snowden,
če je mogoče sploh s temi mediji. Mislim, da je Domen imel pred parimi meseci zelo dobro predavanje na temo, da se to zdaj zaneli. To je ta zaprti krog v jeziku predsednika vlade jamrena. Jaz nisem Slovenka, da lahko jamrem, ampak problem je, da bojo novinarji, tisti, ki delajo v tem poklicu, bojo najti 101 razlog, in eden od razlogov je ta, da ni časa, ni denarja, ni podpore, da je treba stalno proizvajati nove informacije in tako naprej. In da raziskovalne zgodbe ne pridejo. Ti moraš poiskati te zgodbe. Moraš se... Ne pridejo po internetu tudi, ne? Tako. In spet pridemo do tega, v bistvu, če nimaš za sabo inštitucijo, ki bo stala, in novinarstvo, po mojem, ne more temeljiti na... Mislim, to, kar ti zdaj govoriš, bi na nek način pridemo do tega, da bi morali imeti tudi novinarje žvižgače. Ker tisti novinarje, ki bojo razkrivali, kaj se dogaja znotraj samih hiš. Jaz mislim, da je sistem naravnan tako, da ne proizvaja teh zgodb. Kljub temu, da jaz mislim, da za te zgodbe obstaja publika, ki bi bila. Ti si imel kampanjo, ne? Jaz bi dal, preden gremo na to kampanjo, bi sam še en komentar, ne? Jaz, takrat, ko sem še delal na Dnevniku, pa to je bilo, mislim, da leta 2008 oziroma 2006-2005, takrat, ko je bil tam paraprotnik, takrat, ko je imel Dnevnik v bistvu te velike raziskovalne oziroma preiskovalne zgodbe, ne? In smo se, pač ko smo se pogovarjali, ne, je v bistvu prišel ven, ne kdo je rekel, mogoče celo rok, da je prišel ven v bistvu trditev, ne, da tega raziskovalnega oziroma preiskovalnega novinarstva v Sloveniji definitivno ni, ne, da obstajajo samo pač politiki, oziroma da obstaja opozicija, ki v času koalicije svojih nasprotnikov nosi umazanijo v njih novinarjev. In potem vsakič, ko se zadeva flipne, ne, oziroma ne glede na to, kdo je na oblasti, ne, opozicija bo novinarjem nosila neke papirje, neke dokumente, neke umazanije. Ne. Ironija v tem je, da pač je, ravno to sem prej rekel, ne, da je treba gledati kontekst Amerike oziroma kontekst, v katerem se je pač Snowden gibal, ne, da imaš ti v bistvu v Sloveniji pač zmeraj tehnico, ki je zelo enakovredno, se mi zdi, zbalansirana, ne, in se potem samo strani zamenjata. Se pravi, ti zmeraj boš imel v opoziciji nekoga, ki bo vedel nekaj o koaliciji in bo pač te papirje nosil novinarjem. Meni se zdi, oziroma tako po mojem mišljenju, imaš v Ameriki in bo pač v Sloveniji politika tista, ki bo prevladovala nad industrijo, nad ostalimi sferami življenja. V Ameriki se mi zdi, da je zadeva malo obrnjena. Oziroma, da recimo človek, kot je Snowden, ne, zakaj ni šel recimo v ameriške medije, ne? Zakaj je mogel iti do britanskega medija, ne? Zakaj je Snowden v bistvu imel take težave tudi potem, ko so sodelovali z novinarji, oziroma tudi so imeli novinarji take težave pri, tako kot je Sandra rekla, pri kontekstualiziranju teh informacij, ne? Pri temu, da potem sploh, da ni bilo samo, ne, tle imate zdaj, ne vem, 100.000 strani visoko zaupnih dokumentov, ne, dajte si prebrati in bodite začudeni, kaj vse se dogaja, ne, ampak kako to spraviti v kontekst, ne. In totalna banalizacija konteksta, ki je pa hkrati v bistvu, po mojem mnenju, najbolj efektivna, sploh v tej naši družbi nekega senzacionalizma, je bil John Oliver, ne, s tistim prispevkom, ko se je srečal s Snowdenom na letališču oziroma v Rusiji in mu je on najprej razlagal, ne, programe in kako to vohun in prestrezanje kabla in uno in tretje, in potem ga Oliver, ki je komik in hkrati super novinar, ne, če niste gledali, dajte gledati, ampak on ga je tako nekaj cajta gledal, ne, in potem je vprašal, daj to zdaj poenostavil. Jaz ti bom povedal ime programa, oziroma ime tega dogajanja, kar dela NSA, ti mi pa povej, a lahko s tem programom, pardon izrazu, vidijo na internetu mojega tiča. Ne? No, vse zato in potem so šli po programu. Ampak se novinar bi ravno to počel, prevajal stvari v to. Ampak pravim ti, da je kontekst slovenske politike oziroma kontekst politike, ki med sabo obračunava s pomočjo medijev in mediji v tem obračunavajo, sodelujejo kot neki blazni razkrivalci resnice, v bistvu so pa samo uniseri, ki nosijo pošto enkrat levo, enkrat desno, ne, da je to popolnoma drugačen koncept kot Edward Snowden. In ta industrijska oziroma vedno bolj industrijsko vodene Združene države, kjer je politika v bistvu nek manjši del. Ne.
A pa izven politike pa ne moramo govoriti o nekih teh virih, mislim. Mogoče je A veš, problem... zakaj se pa tudi naši novinarji ne vprašajo, zakaj mu nekdo z desne prinese eno informacijo? Kaj se mi zdi še ena zanimiva stvar, pa mogoče to ni razlog, zakaj je Snowden to naredil, ampak dajmo malo vključiti občinstvo. Ja. Edward Snowden, rojstni dan oziroma letnik rojstva, kdo misli, da je starejši od letnika 1980? Se pravi, kdo misli, da je Snowden starejši od 30 oziroma koliko je to zdaj? Snowden je letnik 35. No, 35 let. Ne? Edward Snowden je letnik 83. Ja, zakaj te to fascinira? Mene je to fasciniralo zaradi tega, ker če si ti predstavljaš letnik 83 danes v Sloveniji, Ja. ne, to so ljudje, ki so stari, jaz imam res matematiko, sem imel 30. Pač, v Sloveniji je letnik 83 relativno mlad človek. Ne bi ga imel za nekoga, ki bi svojim znanjem, ki bi svojim pogledom v stvari, ki bi svojim ne vem čem vsem lahko korenito doprinesel oziroma korenito redefiniral, komplet razumevanje družbe, kot jo poznamo zadnjih ne vem koliko let. Ne, če bi ti zdaj en letnik 83 prišel do ne vem čez, jaz sem letnik 81, pa je bilo meni tako what am I doing? A tega sploh ne bi resno vzeli? Ne samo tega ne bi resno vzeli, ampak on sploh ne bi imel dostopa do tega. A veš, ne bi bil pozicioniran znotraj organizacij, znotraj kolektiva na takem mestu, da bi sploh imel dostop do teh informacij. Ne, ker poglej, kako je struktura v bistvu vseh organizacij in novinarskih in v bistvu teh pač poslovnih oziroma kako je celoten sektor sestavljen. Ne. Večinoma gre v bistvu tako, da imaš največji razkorak imaš ravno med raznimi direktorji in potem delavci, ne, oziroma po dostopu do teh informacij, ki so pač ključne oziroma ki potem dejansko lahko, s katerimi dejansko lahko narediš nekaj takega, kot je Snowden naredil. Koliko imamo pa novinarskih urednikov, ki so stari tam okrog 33? Ne vem, V Sloveniji je lahko človek že urednik 33 pri nas. Ne vem, jaz razumem logiko za tem, kaj Domen govori, ampak... Se ti ne zdi bistveno? Ne, meni se zdi bistveno to, kar je tako težko doumljivo, očitno je tako težko doumljivo, da je človek ima ta čut, ki bi ga morali imeti. Ampak ravno... Razumeš, Domen, mislim, to ni znanost, ni njega vklopijo nekdo in ga je ne vem kaj zbudilo, pa je rekel, ne, to, kar je naredil, veš, to je tisto, kar je v tej družbi izginilo. Izginilo je na vse črti. Izginilo je ob beguncih na meji, izginilo je pred tem. Ta čut, da so določene stvari enostavno ne smejo dogajati. To je problem. In potem je Snowden edino, kar je imel težavo, ker je sam razumel, da to zadevo, v bistvu s čem se soočil? S tem, kako to zadevo razkriti. On je razmišljal tudi o tem, da bi to nekje objavil, da bi kar objavil vse. Potem se mu to ni zdelo v redu, ker je vedel, da se to lahko zelo hitro potem umakne in tako naprej. On se potem ukvarjal samo, da poišče nekoga, ki bi mu pomagal stvar narediti razumljivo za ljudi, ki se na to tehnologijo ne spoznajo. Ampak ravno, mogoče bom samo malo obrnil, ravno to sem hotel povedati, da se v Sloveniji imaš v bistvu se mi zdi, pa sploh pri teh mlajših generacijah, no, moja sestra je letnik 84, zato imam vse, kar je manj od 81, imamo nekaj otročki. Pa, lej, dobro. Ne, ampak tako, pač je fora v tem, zdaj sem tle užalil 3-4. Ampak je fora v tem, da se, a veš, da ti nimaš tega zavedanja, oziroma da se zelo malo ljudi pri nas zaveda, da je lastna aktivnost oziroma lastno delovanje, in to se navezujem na tisto, kar sem na začetku rekel, znotraj sistema, ne, to aktivno državljanstvo, ne, da je to v bistvu, to bi mogla biti nula. Mislim, to bi moglo biti tuno, o tem se ne razgrablja, to se dela. Zdaj pa, če gremo onkraj tega, ne, da bomo zdaj pa še znotraj aktivnega državljanstva, se pravi, da bomo uporabljali vse funkcije znotraj sistema, ki ne deluje optimalno, bom jaz rekel, ne čist ne deluje, zato ker vse par zadev funkcionira, je finta v tem, da se, a veš, da gre to toliko onkraj tega, da pač
mi še do nule nismo prišli. Ja. A veš, mi imamo problem pri tem, da ti, ne vem, vprašaš ljudi, a greš volit in rečejo, ne, volitve so brez veze. Ne? Mi imamo problem v tem, da ti ljudi vprašaš, ok, pa si kontaktiral službo vlade oziroma službo države, ki jo ti plačuješ ravno za ukvarjanje s takimi problemi in ti rečejo, ma ne, se ne bodo nič naredili oziroma se je tako vse brez veze. Ne? In ta selektivni, ta a priorni, v smislu nič ne deluje, pa nič nismo probali, ne, je problem, ki ga moramo razrešiti, če preden se lahko sploh pogovarjamo o tem, da bodo pa zdaj novinarji šli onkraj svojih mestnih razmerij in da bodo delavci, ki so ki recimo v večini in javne sfere in javnega sektorja in v bistvu na zasebnem področju oziroma na področju zasebne industrije delujejo kot, samo da ne bom jaz na koncu kaj kriv oziroma job security je prva stvar, ki jo moram jaz razrešiti. Ne? Ja. Do takrat se pač o tem ne bomo mogli, Sam, a veš, če gremo na ravni cele družbe, težko bomo zdaj kar vse prepričali to, ampak novinarji pa mediji imajo tukaj posebno vlogo, in recimo tudi novinar bi moral imeti neko pravico do tega, da nekaj ne dela, do tega, da reče uredniku, s to zgodbo se pa jaz osebno ne strinjam in ne bom delal brez vseh sankcij, recimo, Ampak pri nas, kar se pa dogaja, je pa te primeri od Blaža Zgage, tam je en bolj tragičnih, do, Igor Mekina, ki zopet dela na RŠ-u, ali pa te novinarji, ki jih omenjaš v moji hiši, ki so potem izločeni ne samo o žigosanju v družbi, ampak v sami novinarski srednji. Vsak pozna to, ko potem prije kolega do tebe, jaz si pa res tako čuden, kaj je naredil, mislim. Tudi med samimi novinarji je to povsem normalno, da se potem pač pljuvate po drugem, pa tako jemlje. Ja, glede Blaža, se zmeraj hecam, ker z Blažem jaz zmeraj pravi, ko se z Blažem srečamo, kot v kakšnih Lekarjevih romanih. Moram telefon izklopiti, baterijo ven, za vogalom, ne vem, vse to. Ampak to, kar se je recimo zgodilo Blažu, to, kar je meni iz tega človeškega stališča bilo grozno, ta totalna osamitev strani njegovih kolegov in kolegic, ko naenkrat ostaneš popolnoma sam, popolnoma, kot da bi bil kužan, da se noben s tabo noče pogovarjati. In zdaj si predstavljate, da ste v poziciji, da nikjer, ampak absolutno nikjer ne morete delati. Nikjer. Ni niti enega poklica, zdaj ne govorim o novinarstvu, govorim o katerem koli možnem, potencialnem delovnem mestu, ki je za njega bilo zaprto. Zame je to in Nataša, jaz nisem videla velikih protestov in uporov in tako naprej. Zdaj, glede tega, kar si prej govorila o novinarstvu, jaz imam eno zelo enostavno definicijo. Jaz mislim, da je novinarstvo po svoji naravi zavezano javnemu interesu. In novinar, ki dela v interesu katerega koli zasebnega, parcialnega ali kogarkoli drugega, je koruptiven. Vse, kar ni v javnem interesu, je zame korupcija. Novinar je po definiciji tega, kar počne, zavezan temu, da ga zanima samo, da pride do konca neke resnicoljubne. Zavezanost k temu, da v bistvu na koncu zgodbe lahko rečeš, tako je bilo, zakaj se je to zgodilo in tako naprej. In vprašanje, koliko novinarjev je pripravljeno slediti temu. In drugo imamo v medijski zakonodaji slovenski, da smo ena redkih držav na svetu, kjer novinarji imajo tako imenovani ugovor vesti, ki bi ga lahko uveljavljali in bi ga uveljavljali točno tako, kot ti praviš. Novinar reče, da recimo določene prakse niso v skladu s profesionalnimi standardi, da niso v skladu s kodeksom, da so proti njegovi vesti in da jih ne bo delal. Spet pravim. Velike stvari nastanejo in tukaj številke res držijo. Zmeraj mora biti nekdo, ki bo začel. Pa potem še naslednji. Ampak se ravno to, a se sledi, Svej Blaž Zgaga je en tak primer. Meni se zdi, da se ravno osami te primere.
Vem, ampak, glej, Blaž Gaga je lansko leto strani organizacije Svetovne reporterji brez meja bil imenovan eden od, ki se sicer grozen izraz, 100 medijskih herojev. Ampak Blaž Gaga tega ne more živeti. Skratka, to je 100 ljudi, ki so na svetu nekaj spremenili na medijskem področju. Glej, jaz mislim, da je ena od stvari, ki tudi v novinarskem poklicu manjka, je solidarnost. In tudi, ko se, veš, glej, novinarski poklic je trenutno verjetno najbolj prekarizirani poklic razen univerze. Mi smo postavili tako filigransko strukturo diskriminacije in kasnega sistema. Zato, solidarnost ne more en novinar držati eno zgodbo. Zgodbo bi lahko delali več ljudi, več medijev, več novinarjev. To so dolge zgodbe. Recimo, če povzameš zgodbo, ki je delal Nick Davis okrog tega prisluškovanja. To je zgodba, ki je trajala 6 let. 6 let je tega človeka nekdo plačal, da dela na tej zgodbi. Vmes so bile tožbe, pa so odvetniki računali, koliko bo denarja to stalo. Potem je urednik spet popiral to zadevo. 6 let je nekdo moral stati za to zgodbo, da se na koncu zgodba odvila, tako kot se odvila. Ni pa bilo nujno. Prosti, jaz sem hodil sam fusnota, da spet, ne, a veš, da ko se pogovarjamo o medijih v Sloveniji in o odnosu novinarskih, pa rečemo temu delavcev, ne, v odnosu do svojega dela, do lastne produkcije, do solidarnosti, do vsega, ne, vidimo, da so tle popolnoma drugačni razlogi za delo oziroma popolnoma drugačno upravičevanje svojega dela kot recimo drugje. A veš, kot recimo, ne vem, v Angliji, kot recimo mogoče celo v Ameriki ali pa mogoče še kje drugje. Ampak ključna razlika se mi zdi, da je tle, tako kot smo se prej pogovarjali, ne, novinarstvo je, to je poklic. To je prodajalka, novinar. Tle smo. In ti, ko enkrat jemlješ svoje delo, ti, ko si enkrat zavezan tej poklicni logiki, ne, in ne neki četrta veja oblasti, ne, psi čuvaji, ne vem kaj še vse, ne, se ti popolnoma spremenijo parametri, znotraj katerih operiraš. Pa pustimo tle urednike, pa pustimo tle strukturo medijev, pa pustimo tle lastništvo medijev, to so vse je pomembno, ampak o tem se sploh ne bomo pogovarjali, ampak že samo to, a veš, ne vem, solidarnost, ne, je občutek, ko si del nekega kolektiva oziroma ko si pač vsi, ki so znotraj tega kolektiva, delijo nek skupen interesni prostor, nek skupen nabor nekih vrednot, če hočeš malo dramatizirati. Padejo vsi na nek način. Tega ni, ne. A veš, tega ni niti v primeru, ko imaš ti tako bizarne primere, kot je, ne vem, Jelena Ašič, recimo, kot je recimo, ne vem, ta Studio ob 17, zdaj 16. ali 15. februarja v sovražnem govoru. Kot so recimo pač primeri, ko je vsem jasno, ko ti je tako, če imaš 2 možganski celice prižgane, ti je jasno, da bi se na to mogel zgoditi, pa ne upor, ampak samo reakcija. Ne, in da ta reakcija ne bi smela biti percepirana kot spet neko blazno aktivno državljanstvo, kot nek blazen eksces, ampak kot neko, tako kot si ti prej rekla, kot neko čisto normalen odziv na totalne bedarije, ki se dogajajo in noben nanje ne opozori. Ne. Problem pri naših je ravno ta selekcija tega, da smo se nekako zavestno, to pa je kolektivno, ne, da smo se kot kolektiv zavestno odločili, da se ne bomo ukvarjali, da te zadeve, o tem se ni vredno razburjati, ne? To je premalo, to je premalo, in da se kar naenkrat nimaš za kaj razburjati, potem, ko priješ pa do nekega Everesta za razburjanje, ne, si rečeš, ne, to je pa preveč zame, potem to je pa z druge strani nevredno se razburjati. Ne? Ja, pa mislim, sploh ne samo nevredno razburjati, ampak recimo primer Jelena Ašič se potem začne, pa se je res malo čuden rekla, ne, a veš, ne. Ampak hodila sem z druge strani vprašati, pa me res zanima, kaj je tvoja teorija, zakaj so v slovenskih medijih, zakaj
toliko veliko, toliko slabih urednikov. Veš ti, kakšno teorijo? Ti res misliš, da ti to rabiš teorijo? Mislim, Jaz bom rabila 5 življenj, da odplačam delo na šolanju novinarjev. Ti si dobro ampak včasih, ko vidim kakšne obraze, si rečem, to je tudi moja, ne vem. Tvoja odgovornost. Mislim, Ne, ampak res, jaz imam to, veš, da bi jaz najrašla celo bolečino sveta na svoje drugove prinesla, ampak ni potrebno. Ne. Zakaj ni urednikov? Zaradi tega, ker je sistem, glej, urednik bi moral biti nekdo, ki je prvi med novinarji, ki ga novinarji spoštujejo, ki blazno dobro razume novinarski poklic in ki je tista oseba, ki bo nekakšna varnostna mreža, ki bo držala novinarji, da lahko delajo. Ja. V slovenskih medijih, pa večinoma tudi v kakšnih drugih, so novinarji, uredniki zdaj zadnji člen uprave in njihova naloga je, da ugotovijo, kako zmanjšati stroške. Mislim, delajo najbolj enostavno iz politične ekonomije. Stroške dela se znižujejo, kljub temu, da vsi tiskovni mediji imajo dobiček. Kako zagotoviti čim več vprašanj? Torej, nekaj, kar z novinarstvom nima nobene zveze. In ko se pogled urednika premakne iz uredništva oziroma iz newsrooma, iz tam, kjer nastajajo prispevki, in se premakne na drugo stran, tam, kjer je uprava, denar in tako naprej, enostavno to je, ko bi rekel Serge Lamy, pogled se popolnoma, optika se popolnoma spremeni. Urednik ne razume več tega novinarja, ki to počne. In jaz sem prepričana, da je urednik tak prvi, ki bo novinarja ustavil in rekel, tega ne bomo delali. Aha, da je urednik, ja sej, no, ampak Ja. tukaj potem, mislim, vse to se samo širi, se je vedno več teh slabih urednikov. Nataša, jaz ti spet pravim, veš, ti zdaj od mene pričakuješ, da napišemo zakon o integriteti v novinarstvu, v katerem je član 1, ki pravi, novinarji ne smejo biti koruptivni. Član 2, novinarji ne morejo, ne vem to. Ali pa ne vem, pogoji, Mislim, veš kaj je to? To je, prihajamo na področje religije, vere in to je stvar osebne kulture. Mi moramo začeti razmišljati o tem, kaj, in to jaz ne govorim na pamet, jaz govorim iz sebe, kaj je tisto, kar jaz lahko naredim. Jaz, oseba, z imenom in priimkom, če vidim, da je nekaj narobe, kaj jaz lahko naredim. To je zelo enostavno. Novinarji pa imajo to prednost, da če jaz nekaj ugotovim, da naredim, nimam produkcijskega sredstva, ki ga lahko uporabim, da prek njega pošljem to sporočilo. Ampak recimo, koliko pri nas pa vidiš tega raziskovalnega novinarstva v klasičnih medijih? A ga še je? Zdaj to bi ti dvomen rekel, kaj je klasični medij, ne vem. Ne, pa tudi kaj, ok, pa dajmo malo hipotetizirati, ne, kaj je smisel raziskovalnega novinarstva v družbi, oziroma kaj je smisel raziskovalnega novinarstva pri občinstvu, ki medije razume kot višek oziroma kot neko sredstvo zabavljanja, oziroma kjer so mediji v bistvu najboljši takrat, ko ti govorijo nekaj, kar ti že itak veš. Ne? Kako se zbira najboljše, mislim, kako vsak od vas zbere najboljši medij, ne tisti, ki mu pove nekaj, kar jaz itak že vem. Ne? Se pravi, da pljuva po istih politikih, da kritizira ista podjetja, da govori iste stvari, ki jih imam jaz v bistvu že ponotranjeni. Ne? In je mogoče najboljša vloga, ne, to, kar si prej rekla, so uredniki slabi. Uredniki so zelo dobri v tem, kar delajo. Problem je, da delajo napačne stvari. Ampak to ne zdaj mešati, ne. Uredniki delajo dobro, slabe stvari. To. No, tako da ne moreš jim očitati, da niso v tem efektivni, da niso dobri, da niso izobraženi. V tem so se boljši pravzaprav.
v vsakem pogledu vsak dan napreduje. Ne, ampak, a veš, in je... Pa se jih malo ne bo več. In je to... Ne bo samo predsednik uprave, Leo Befel in... Pa PR-ovc bo bil uprava in uredništvo in še novinar bo pol. To je zadnji stadij, mislim, sploh ni več sprenevedno. Ne, ampak vprašati se je treba, a veš, če imaš ti nek produkt, oziroma če ti produktu pripisuješ neke lastnosti, ki se potem ne realizirajo pri občinstvu, ker tudi občinstvo, ker tudi državljani, ker tudi pač kolektiv ima neko vlogo in v demokraciji kot političnemu sistemu in v medijski industriji kot nekemu konceptu. Ne? In če se ta vloga ne udejanja, oziroma če se ta vloga ne realizira, zakaj bi se pol ni sekirali zaradi tega? Ali kaj je samo en konkreten primer, recimo. Kliče me nekdo, ki ima določene informacije. Gre za navadnega državljana, ki ima določene informacije. In misli, da mu jaz nekako lahko pomagam. In potem jaz pogledam te informacije in seveda ugotovim, da je to grozno. In potem začnem kot vsak, kot ti pravi državljan, iskati poti, kje bi te informacije nekako preverili, prijavijo in tako naprej. In potem zapadeš v blodnjak inštitucij, katera je za kaj pristojna sploh? Ob tem istem času ona oseba, ki je to začela trepeta, ker se boji, da bo kjerkoli na tej poti, da bom jaz povedala eno besedo preveč, ker jaz obljubim, da ne bom ničesar razkrila. In ko končno pridem, in to ne do inštitucije, ki bi to lahko počela, ampak po čisto drugi poti, v tujini, oseba na koncu je že čisto na koncu živci in reče, jaz tega ne morem. Da ne gre pričati, oziroma nekako se ne bo izpostavljati. Ja, zaradi tega, ker garancije tej osebi, da bo zavarovana, tukaj pa šlo še za družino, družinske člane, tukaj šlo za zelo hude zadeve, na koncu spade, jaz čisto človeško to razumem, da tista oseba na koncu reče, jaz tega ne morem navedati. Ampak se tako si lahko reče, tudi imaš kateri novinar, ne, pri nas, pa potem pač tako. Ne, zaradi tega, ker novinarji, katere sem vprašala, da bi to zgodbo nadaljevali, so takoj hoteli, da ta oseba se razkrije. Ta oseba pa čisto tega ni mogla narediti in je dala dovolj indicov, da novinarji grejo po drugih poteh iskati informacije, kar bi pa zahtevalo kar nekaj del. Aha, in med slovenskimi novinarji ni bilo ne bom interesa. Jaz sam hočem povedati, dajmo se tudi vprašati, ali potencialni žvižgači lahko zaupajo novinarjem tukaj. Ali lahko zaupajo inštitucijam, ki bi morali pomagati. Ali lahko obstaja, ne vem, mreža podpore, ki bi mi lahko zagotovila neko vse občutek varnosti. Jaz poznam par primerov iz sosednje države, ki so se končali hladno. Ker so ljudje na koncu totalno si uničili življenje in so se dejansko spraševali, da je bilo vredno. Konec koncev, še enkrat pravim. A si kdaj zamislite zjutraj ob 8, ko se Edward Snowden vstane, o čem razmišlja? In kako se počuti? Kaj se želi? Kaj ga skrbi? Kaj ga boli? Kaj bi počel? Kakšno življenje bi imel? Ampak iz Snowdena so številni profitirali, tako da... Ja. A pa so slovenski novinarji kaj izobraženi, sploh ne samo to, da se jim ne da. Ti imaš tudi te delavnice, ne, ko izobražuješ. Mislim, se ti zdi bi sploh lahko razbrali nek kriptiran mail, ali kako se temu reče? Jaz mislim, da se ravno zaradi tega, ker imajo novinarji sami zelo podcenjujoč odnos do samih sebe in zelo nizko samozavest v odnosu do svojega dela. Jaz mislim, da je problem tudi v tem, da se pač na tem področju nasplošno, ne samo glede varovanja komunikacijskih poti in tako naprej,
da se zelo malo ljudi na tem področju izobražuje, predvsem zaradi tega, ker se jim to ne zdi, mogoče ker se jim to ne zdi neka investicija, ker ne, sej jaz pa nič tazga ne delam. Ja, to je zelo narobe. Ja. Mislim, pa, Samo okay, to nadzorujejo, vse tako nič tako. Ja, če se zdaj pogovarjamo tako o tem splošnemu konceptu, kaj zdaj, mislim, ne, da če nimaš nič za skrivati, ne pomeni, da nimaš svoje zasebnosti, ampak to je debata za 2 dni, pridite 1. marca na CryptoParty, se bomo kaj pogovarjali v Polygonu. Ne, ampak jaz bi rekel, da je to še zmeri isti problem tega profila novinarja oziroma kdo je novinar oziroma kaj ta oseba počne. Tukaj izhajamo iz te definicije in potem gremo naprej, ko ta oseba nekaj počne, kako se to reflektira znotraj pač medija, v okviru katerega to počne, in kako se to reflektira znotraj družbe, kjer je prisoten ta medij. In je finta v tem, da se ni, da ti nimaš, da jaz v bistvu bolj kot večji problem kot slabo novinarstvo vidim vedno bolj, v nekih pasivnih državljanih ali pa v nekih pasivnih članih družbe, ki se jim zdi, da je to stvar nekoga drugega in da ne sam od sebe ne more nič narediti, mogoče tudi ravno zaradi tega, ali pa mogoče tudi zaradi tega, ker jih pa, bom grdo rekel, strašimo, ne, s temi zgodbami osnovno o nekih velikih zgodbah, ki so res enkratne in mogoče celo neponovljive. Ampak to ne pomeni, da ti znotraj nekega sistema, znotraj nekih inštitucij, znotraj nekih okvirov ne moreš delovati aktivno, fokusirano in tako, da se pač rešuje mogoče res ne tako velike probleme, kot je NSA, ki nadzira cel svet, ampak se rešujejo manjši problemi, zaradi katerih se spremeni klima v družbi. In potem, ko se spremeni klima v družbi, se spremeni pač percepcija, tudi se mi zdi, no, to je ta panoptikum, ne. Ti imaš v bistvu, fora ni v tem, da imaš ti 2 stražarja ali pa enega stražarja na vsakega zapornika, ampak fora je v tem, da se pač zaporniki bojijo, ne, da jih pač stražar vedno gleda. In to primerjavo so pač obrnili proti nam, oziroma so rekli, ok, ne, vse nas gledajo, ne, oziroma zdaj je percepcija, da nas vsi, mislim, da vse nas gledajo v vsem trenutku, ne, dajmo zdaj mi to percepcijo obrniti, ne, pa dajmo politikom, pa dajmo, ne vem, ostalim, da mi gledamo, pa da smo mi prisotni, pa da smo mi, da bomo mi odreagirali na vsako stvar. In ti povem, mislim, sploh v Sloveniji je to res, mislim, iz lastnih primerov govorim, v določenih primerih bizarno lahko narediti. Bizarno lahko v smislu, to je stvar parih mailov, to je stvar enega dneva, to je stvar, da se pač pokažeš, oziroma da se te pač, mislim, grdo rečeno, ljudje bojijo in govorijo, fuck, spet je Savič prišel. Savič je poslal mail, dajte paziti zdaj. Všeč mi je ta tvoja zadnja akcija, no, zdaj, ko že omenjaš kar mala zmaga, ne, te MMS kapljice oziroma razrečilo. Ampak ravno to je delilo. Ja, ravno to je ta klasičen. Če ne vejo vsi, no. Ravno to je ta klasičen, te MMS kapljice, bullshit od bullshita, so neko kvazi, sploh ne vem, če temu lahko rečeš zdravilo, pač neka razrečena varikina, ki jo pač prodajajo prek interneta oziroma prek nekih bullshit websajtov in govorijo, da zdravi od avtizma do ne vem česa, od psov do mačk, do ljudi, do vsega. Ne? In so pač zadeva je škodljiva, nevarna zdravju in hudo problematična. In smo včeraj, oziroma pač s kolegi se tako pogovarjamo in vidimo, da se po knjižnicah, po splošnih knjižnicah v Sloveniji dogaja neka turneja, neke knjige, kjer pač MMS zdravilo za vse ali nek pač tak bullshit. Ne? In se mi vprašamo, ok, in tle recimo je ta problem, ne? In se mi vprašamo, ok, zakaj je to zdaj v splošnih knjižnicah oziroma zakaj knjižnice gostujejo s takimi predavanji. Ne? Prvi refleks je, ja, ne, knjižničari so zraven, to je afera, to je, ne, knjižničari so zmenjeni s temi ljudmi in oni so zdaj te celice po Sloveniji. Ne? Pa si rečeš, ok, daj, Savic smiri dolje, da mogoče pa ni tako, mogoče je pa čisto naivno v smislu, da pač ne, imajo knjižnice vedno manj denarja, knjižničari morajo bukirati neka predavanja oziroma se mora nekaj dogajati, te prodajalci, te megle oziroma teh nekih zvarkov in ponujajo brezplačna predavanja in knjižničari vzamejo zato, ker spet ne, niso glih
izkušeni na tem področju, pa hkrati so veseli, da jim pač ni treba skrbeti za ta program. In potem kaj narediš? Narediš seznam knjižnic in jim pišeš in jim razložiš, poglejte, jaz mislim, da bi se mogli vi temu predavanju odpovedati oziroma bi ga mogli ukiniti, zato ker in da zraven neke referenčne linke, ne vem, v Veliki Britaniji so delali velike raziskave, v Avstriji so delali velike raziskave glede teh MMS-ja in pač rečeš, tole si preberete, pa se vi odločite, če vi mislite, da je to še pametno, da vi sodelujete v tem cirkusu. In so vse potem rekli, in so pač vse, ki so dobile ta mail, so rekli, da pač, razen mislim, da zdaj čakamo še Domžale, so rekli, da pač, ja, ne, hvala, kar ste povedali, ja, se veste, ne, smo malo spregledali na 3, 4, 5, bomo ukinili oziroma bomo odpovedali predavanje. Ampak velikrat se zgodi, da se znotraj, in to ne bi bil nek blazen aktivizem, ne? Jaz tega ne jemljem kot aktivizem, jaz jemljem to kot neko vlogo, če vidiš, da je nekaj narobe, ne? Oziroma, če ti vidiš, da se dogajajo neke stvari, ki si jih ti čist sposoben preprečiti, mislim, to je stvar res literally 3-4 mailov, oziroma 10 ljudi, ki pošljajo vsak en mail na isti naslov. In se zadeva spremeni, oziroma se zadeva. In potem kaj se zgodi, ne? Ko ti enkrat rešiš tak primer, oziroma ko vidiš, da je tvoj poseg v prostor rezultiral v neki reakciji, v nekem izboljšanem prostoru, ne, pa dobiš ta dober občutek glede tega, da se da dejansko nekaj narediti. Ne. Pa to je daleč, mislim, če bi jaz zdaj slobno razlagal teh kart, smo imeli zdaj, vse se ravno pa spet nazaj v vrhnko. Ampak je fora v tem, da se pač znotraj takih malih, mi imamo res, kultivirati je treba res na mehkih zadevah, zato ker imamo od staršev, od vsega, pa ne samo staršev, ampak od starejših generacij, od vsega, od kulturnega okvira imamo ta občutek, ne, tih bod pa deli, oziroma ne, ta mi je najljubša, ne, pametnejši vedno odneha. Zakaj že, ja? Zakaj pametnejši odneha? Jaz ne razumem, če si pametnejši, zakaj boš odnehal? Ker obrneš foro, ne? Pametnejši vedno odneha, ker pomeni, da kreten zmeri zmaga. A hočemo reči živeti v taki družbi, kjer kreten vedno zmaga, pazi, ne zaradi tega, ker je boljši, a zato, ker pametnejši odneha. Pa kje smo to videli, v katerem filmu? In jaz razumem, da se tudi zadeve, mislim, to recimo, ko se pogovarjamo, ne? Logično je, da bodo, to smo pa recimo videli pri tem primeru, ko smo se nevtralnosti interneta. Ne? Ti imaš na eni strani imaš pač industrijo, oziroma industrija ima neke lobije, ki so čist, mislim, legitimno orodje znotraj neke demokracije, malo so ne fair zato, ker imajo tam profesionalce, ampak ni to problematično v smislu, da je to neka, vsaj v večini primerov, neka kriminalna aktivnost oziroma kršenje pravnega reda. Ne? Ampak problem je v tem, na eni strani imaš visoko usposobljene strokoven kader, ki dela samo to. Na drugi strani imaš ljudi, ki, ne, tako kot smo prej rekli, avtomatsko govorijo, a to bo nekdo drug. Ne? In vmes imaš politiko, ki, dajmo si priznati, pač ne morejo delovati, in to je logično, da ne morejo delovati brez nekega široka inputa strani javnosti. Ker so tudi samo ljudje, ker ne vejo vsega, ker se dogaja ta začaran krog negativne selekcije, kjer je vsak mandat, pač je parlament, Bog pomagi, vedno slabši, no, oziroma se noter znajdejo neki ljudje, ki niso zverzirani, ki so pač first-timeri, ki jih je treba malo masirati in tako naprej. In potem se kaj dogaja, ne? Ta pritisk strani industrije oziroma nekih profesionalcev je enak ali pa se povečuje, pritiska z strani nekih in medijev in v bistvu javnosti ni oziroma ga je vedno manj in potem valjda, da grejo oni bolj proti ne. Ampak to ne pomeni, da moraš biti ti nek strokovnjak, da se moraš ti, mislim, pomagati, če si malo načitan oziroma če nisi glih podpornik MMS kapljic, ne. Ampak je finta v tem, da se ti, a veš, da ti lahko s preprostimi vprašanji, ne vem, kaj delate na tem področju svojemu izvoljenemu politiku, oziroma najprej mogoče sploh domača naloga, ne, kdo te reprezentira v parlamentu, oziroma kdo je iz tistega tvojega okraja, oziroma iz tistega sloga, komu sploh pišeš. Se pravi, neka splošna politična kultura, ne. Ampak potem pa konstantno, mislim, folk temu reče teženje, konstantno spraševanje oziroma konstantno komuniciranje z izvoljenimi predstavniki, ki so tam zaradi nas, ne, in sodelovanje v bistvu v tem procesu. Ne pa, no, zdaj sem zvolil, zdaj pa ne bom, ne, zdaj pa ne oni to zrihtajo, jaz grem pa se ukvarjati sam s sabo, ne, jaz bom pa zdaj idiot 4 leta v grškem pomenu. Ne. Ja, v grškem pomenu. Ja. No, kar se mi je zdelo dobro, no, pri tej tvoji akciji, ne, MMS-ju teh kapljic, no, ko si začel poudarjati reč ta začaran krog, kako bi pač to bili neki nedolžni dogodki v knjižnicah, ne. Ja.
potem bi mogoče kakšen lokalni medij pač mogoče celo šel na ta dogodek, ker tudi fila svoj program, ne. Ja. In potem, ko je to pa že ne vem, v tolikih medijih, ne, ki so seveda tudi uravnoteženi, to je podobno bilo tudi s cepljenjem, ne, je pa to potem že posod na internetu in to že postane kot neke vrste res, ne, zdaj pa to že, ampak to je, tudi te mediji bolj širijo te Ne, ampak v tej zgodbi, informacije, zdaj kot dobro preverijo. povedal, veš, obstaja še nekaj, kar je produkt, kot pravi, ali lahko delaš v novinarstvu, ne da bi podpiral neoliberalni pogled na svet. To, kar si ti zdaj povedal, odpre vprašanje totalne devastacije javnih služb. Ja. Svetka, da morajo knjižnice priti v pozicijo, da, ne vem, filajo svoje programe z nekimi čudaškimi predavanji, da privabijo take in druge poslušalce, ker verjetno nekje v nekem pravilniku nekega ministrstva piše, da morajo na mesec privabiti, ne vem, 5200 ljudi in na osnovi tega dobijo denar in tako naprej. Ja. Vprašanje pa, ki ga jaz vidim, je, kar bi jaz videla kot ta državljansko, to, kar si ti naredil, je super, ker si preprečil na zadevo, ampak da ljudje podprejo javne inštitucije, da lahko delujejo tisto, kar je njihov temeljni namen. Prosim te, pejte na pošto, pa pogledajte, kako pošta izgleda. Tam samo rabiš, ne, zdaj imaš tudi to, lahko tudi pogreb plačaš in imaš za celo. Jaz sem rekel, da sam še ribe manjkajo, ribe poprešam. Jaz samo hočem povedati o tem, kar si ti zdaj omenil, pridemo do tega, da bi zame ena prava zgodba bila, gledati v bistvu, kaj se dogaja s knjižnicami, recimo koliko ljudi ve, da knjižnice upravljajo tudi prostor socialnega druženja za starejše ljudi, upravljajo tudi prostor za ljudi, ne vem, da se lahko pogrejejo ljudje, ki nimajo kam, da vse več ljudi bere, da vse več ljudi tam ima tudi socialni prostor in tako naprej. In to ti kaže na to totalno devastacijo javnega prostora, ki smo jo mirno sprejeli iz meni neznanih razlogov. In težko se je temu upreti, veš. Ampak jaz mislim, da, a veš, zakaj smo jo sprejeli? Zato, ker smo še zmeri, oziroma tle isto, ne, smo mnenja, da pač knjižničarji so dovolj usposobljeni v svojem poklicu, da bodo že oni shendlali te zadeve. In problem je še večji, ne, problem ni v tem, da bi zdaj rekel, ja, dobre vsebine je treba plačati, ne, če hočeš imeti neko dobro predavanje nekega kvalitetnega predavatelja, moraš plačati, ne, oni so se pa ponudili, pa je zastonj, pa veste, budžet, pa ono pa tretje. Niti to ni res, ne, ker imaš ti recimo zdaj, v tem trenutku, pa mu bom reklamo naredil, ker je fajn, oziroma ima bom reklamo naredil, imaš Pižamo, ki je izdal to knjigo o slovenski klasiki, in imaš Sašota Dolenca, ki je izdal, ne spomnim se naslova, oprosti Sašo, ampak kratke zgodbe o znanosti, ki hodita brezplačno po teh knjižnicah in promovirata svojo knjigo. In pač po knjigarnah in promovirate te svoje knjige. In imaš v bistvu vsebino, treba je samo malo pomisliti in to je spet ta mezdni način razmišljanja o svojem delu. Ok, 4 tedni v mesecu, 4 srede, vsako sredo moramo imeti nekaj, dajmo zdaj na hitro zapolniti te srede, zato da bomo imeli mir s tem, kot knjižničar. In se potem niti ne ukvarjaš s tem, mislim, da bi pa zdaj imel neko zadevo, ki bi bila malo premišljena oziroma malo taktna. Pa še neki, ne, prosti se še to povedal, pač problem naše družbe je, da in tle, mislim, je to vse splošno znano, da smo družba spektakla oziroma da mi se blazno bojimo repeticije nečesa. Ne? Ti ne moreš imeti 2-krat, 3-krat vsak mesec prvo sredo istega gosta na isto temo oziroma določiti eno sredo v mesecu, kjer se bomo pogovarjali o znanosti. In kjer bomo vsak mesec pustili, pa makar istega... Ampak nimaš. A veš, tudi nimaš, ne? Poglej recimo, ko ti rečeš, da bi se mogli o neki temi konstantno pogovarjati, da bi mogli imeti, ne vem, javni radio, vsak teden ali pa vsak mesec oddajo, ki bi, pa če bi jim tupili vsak mesec v isti oddaji isto stvar, pa bi bilo premalo. Ampak če boš to rekel v mediju, bo rekel, ja ne, to smo imeli že prejšnji mesec, to zdaj ni več novo, to zdaj ljudi ne zanima, ne? Ampak pa vidiš, kolikrat moraš ti, recimo tudi iz lastnih akcij, kolikrat moraš ti človeku reči, dej to naredi, ne dej to naredi, ne dej to naredi, no, nisi, dej to naredi. In potem vidiš, da ta 5., ta 6. ljudje še sploh začnejo razmišljati o tem.
Se pravi, ko mu ti ta šestič, ko si prepričan, da bodo ta prvič vsi zažgali, da bodo ta prvič vsi znoreli, in moraš ti 6-krat to stvar povedati, zato da šestič reče, ok, pa bom. A veš, in to je čisto logično, jaz to čisto razumem zaradi tega, ker navade, mislim, vpraš Barbaro, kolikrat mi mora reči, da nekaj naredim oziroma da nekaj pospravim, pa kdaj se jaz to navadam. In zdaj pomisli, koliko so te zadeve, ki ti nekdo osebno tako v fris reče, pa ga imaš rad, pa ti tam teži, ne? Pa da ti nekdo reče, ki ga ne poznaš, ki ti je mogoče še malo zoprn, pa pol rečeš, navkljub temu, da mi je Savič rekel, bom to naredil. Ne? Ja, samo kot si prej rekel, ne, konzumiramo pač tiste medije, ki so na naši strani, ki nas pač utrjujejo v naših prepričanjih, kako prepričati tiste, ki pa ampak fora tem, da veš, potem pa zanimiva paralela, kako deluje oglaševanje. Zakaj se oglas ponavlja? Zakaj urednik medija ne reče, ne čakajte, ne moramo mi izga oglasa zdaj ponavljati kar skozi, vi si morate vsakič novo kreativo zmisliti, to so ljudje že slišali, kako isti oglas. Nekaj novega, vsakič prosim, vsak oglas, v vsakem terminu si prosim zmislite nov copy, novo kreativo, ne bom zdaj mi tega, kaj pa mislite, da smo v radio ali kaj. Ne? A veš, in je fora v tem, da oglaševanje je poštekalo to, kar novinarstvo in družba zaenkrat še očitno nismo še skapirali, da je pač repeticija tista, ki pač na koncu pripelje do rezultatov. In da je to, da ti potem, ne vem, kalvo tuna skače iz vsega radija 14 dni, refleks ta, da potem, ko greš v supermarket, vidiš samo kalvo in ne vidiš nič drugega. In je fin, da bi mogla biti tudi pri drugih zadevah, bi mogla biti sploh pri tako osnovnih zadevah, ki jih absolutno nimamo razčiščeno. To me to počnejo. Počnejo s tem, da te iz dneva v dan učijo, da nič ni vedno truda. Da se ni treba, mislim, da je brez veze, da se v karkoli zaganjaš, ker je itak sistem tako utemeljen, da se bo na koncu vse odvilo tako kot nek perpetuum mobile. Ok, dajva reči, da mislim, vsaj moje mnenje, da to počnejo mogoče nezavedno, oziroma da je to posledica tega, kar počnejo. Ne, da se uredniki ne odločijo samo to. Domen, če vzameš podatke, ljudje najbolj na televiziji gledajo Vreme. Ja. Vreme je najbolj... Vreme pač bo. Če ga ne bo, je itak vseeno, ker ga ne bomo videli. Ja, to je zdaj, kaj je bilo prej, kokošem pa jajci, ne vem kaj. Ti veš, da tudi oglaševanje ne deluje tako, ampak denar nekje mora priti. In vprašanje, Domen, eno vprašanje, ki ga jaz imam zmeraj je, imaš tudi ti, pa ne vem, še nekateri, ki hočete delati medije, kako navaditi ljudi, da plačajo za vsebine? Ja. Kako navaditi človeka, da mu rečeš, jaz ti bom delal najboljše novinarstvo, ne vem, ta zgodlinski. Ampak daj plačaj to. To je problem. Ne, se strinjam. Skratka, kultura brezplačnega, mediji so naredili nekaj, sami sebe so kanibalizirali. Mediji so šli v to, da so rekli, mi vam lahko ponudimo nekaj, kar vam ni treba plačati. Kar v bistvu ni vredno nič. In zdaj pa ti poskušaj celo generacijo ljudi, ki je navajena na take vsebine, navaditi tudi na to, da je za dobro vsebino potrebno plačati. Ampak tle, a veš, te pa obrneš logiko, ne, je pa tudi v tem, da so ljudje, ne samo, da so navadili, mislim, da so mediji navadili ljudi, da jih ni treba plačati, ampak ravno zaradi tega, ker se, a veš, uporabnost oziroma funkcija medijev, ne, a veš, zakaj bi jaz to plačal? Ker imam po tega, kaj je to? Mislim, se to isto vprašanje. Če bomo šli s to logiko, potem pa ti jaz takole rečem. Če boš ti zdaj imel čez en teden referendum, ali ste za to, da ukinemo davke, 99% ljudi bo šlo na volišče, obkrožilo ja. Potem jim bo v ponedeljek država izstavila račun za izobraževanje, zdravstvo, bla, 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 bla. In bodo vsi znoreli. Mislim, a bomo živeli, predstavimo na to kulturo, da se določene stvari delajo samo od sebe, ali pa imamo tudi na tem neke oblike pomoči. Skratka, jaz podpiram medije, ki ga jaz izberem in to počnem, zaradi tega, ker menim, da če želijo delati to, morajo na nek način biti materialno. Se strinjam. Ne se, ampak ravno to sem v bistvu samo povrniti parafrazo, da je treba v bistvu v družbi, pri posameznikih kultivirati ta odnos oziroma ta, če rečem temu, spoštovanje ali pa razumevanje medijske vloge.
Ne, in da se to dogaja lahko na dva načina. Eno je, da jim pri tem pomagajo malo novinarji, oziroma da novinarji pač objavljajo, tako kot recimo portal Pod črto ali pa neki novi. Novinarji morajo tudi ceniti to medijsko vlogo. Tako, da se pač to razume, pa na drugi strani pa pač ja, ne, da se imamo isti problem s politiko. Če bi rekel, da če bi dal na referendum ukinimo parlament, 100% volilna udeležba, To pa bi bilo v redu. Prvo ne bi bilo v redu. No, ampak ravno zaradi tega, Mislim, da se lahko, da sem globoko prepričana, da vse to, kar nam prepričujejo od družbi Leviatana, ne vem kaj. Dajmo živeti za pingvinsko družbo, tako da se med sabo podpiramo. Ampak ravno to, ne, ker se spet ta vloga onih drugih, ki skrbijo za nas, oziroma onih drugih, ki delajo nekaj, kar nam ni treba, ne, se pač producira ali z molkom, ali pa s tem, da ne rečeš pametnejši od neha. Ne. In če bi se mi bolj ukvarjali, če bi mi rekli striktno, ok, zdaj se bom pa pač, si bom dal na seznam neke, družbene aktivnosti, ali pa da se bom šel nekega, res ne maram besede, družbeni aktivizem, ne. A veš, pa to pomeni samo, da bom odreagiral na stvari, ki so mi pomembne, ne? Da ne bom pustil, da pametnejši od neha, ne? Da bom ustrajal, oziroma da si bom splaniral dan ali pa teden ali pa ne vem kaj tako, da bom rekel, pol ure na teden za družbo. Pa po moje, če si vsi damo pol ure na teden za družbo, pa imamo po moje rešeno zadevo v 2 letih, pa prej. Zaradi tega, ker bodo ljudje, ker jaz sem bil res šokiran, kako malo je treba, da se zadeve obrnejo, ravno zaradi tega, ker večina in politike in teh gospodarstvenikov in vsega misli, da se stvari dogajajo, Cesarjeva nova oblačila, stvari se dogajajo zato, ker jih noben ne prčka, oziroma ker se noben ne vtakne v to. Čim se nekdo vtakne, razumem, kakšne zadeve bodo pokazale, da je v zadnji mogoče res neka sistemska korupcija, da je neke zadeve. Ok, razumem, to je pač drug problem. Ampak velik zadev boš pa videl, da pač ni v zadnji scenarija, da se to dogaja zato, ker je nekdo nekoč nekaj rekel in se potem to kar reproducira, zato ker so vsi rekli, on je rekel, pa še jaz naprej delal. In potem ti pride zraven in praviš prosti, kaj pa je tole, kaj pa zdaj ta MMS kapljice, kaj pa zdaj te knjižnice, kaj pa zdaj, ne vem, oglasi na slovenskih novicah, kaj pa zdaj kaj bi trede. In vidiš, da kar naenkrat vsi, si res, mi ne moramo oglašovati zraven člaka Klauga in gledal televizijo, kako pa gre to zraven BMW ali ne vem, kjer je firma. In vidiš, da se v bistvu, da je ta avtomatizem oziroma to ne... Se konec koncev ne oglašuje, ker oglasi plača v delu, potem subvencionira klanje v drugo. Ja, ampak, a veš, ta nezavedna hoja skozi družbo in razmišljanje o tem, da se vse dogaja z nekim razlogom in da ima vse nek začetek in konec in da so vse neke vzročno-posledične dogajanje, to je največji problem, ampak to ni fora novinarjev, to ni fora sistema, to ni fora ničesa, to je fora samo tega, da si ti rečeš pol ure na teden. Glej, Damjan, imaš primere, če bi recimo obstajal medij, ki bi se zavezal in ljudem rekel, poslušajte, mi delamo izključno v vašem interesu, podprite nas, res bomo počeli, vem, Damjan, da je naivno, ampak... Ja. In imaš take časopise, imaš recimo berlinski časopis, ki živi izključno od podpore ljudi, nekateri to sploh niso bralci, ampak se mi zdi pomembno, da lahko obstaja en medij, ki lahko to počne. Ja. Problem, ki ga imamo, spet ti pravim, to, kar ti govoriš, so sicer fajn, to je lifting, liposukcija in vse ostale zadeve, kozmetični popravki sistema. Sistem deluje tako, da novinarji ne morejo drugače delati doma, ne morejo. Dokler mi kot uporabniki tudi se ne zavemo, da je treba neko navezavo z njimi narediti in da mi podpremo njihovo delo. To, verjemem. Mislim, ne, se to se strinjam, ne, pa se to se, mislim, to niti ni tako dramatično, kot ti zdaj opisuješ v smislu, da je to, tako kot si rekla, sem dobil občutek, da je to pa zdaj neka zadeva, ki se ne bo nikoli spremenila, ne, da je tako neka, ne, da je tako, ne, ja, ne, ampak meni se zdi, da je to čist korektno in čist pač razumljivo in logično in se strinjam s tem, da je fora samo v tem, da bi mi lahko že vsaj v določenih primerih že znotraj tega obstoječega sistema to naredili, če bi, in jaz sem fan tega, če bi se, aktivirali oziroma če bi začeli opozarjati na te zadeve, da ne grejo avtomatično mimo, ne? Da ne reče, ne vem,
varuh gledalčevih pravic, ne, zaradi mene lahko to funkcijo kar ukinete, zato ker itak me nikjer ni. Glej, gre za drugačne oblike delovanja. Ti imaš jaz imam, recimo, v primeru internetne neutralnosti, meni se zdi nesprejemljivo, da je v Bruslju na enega poslanca 3 lobista, ki so plačani izključno zaradi tega, da oni sprejemajo te zakone in da državljane praktično nihče ne zastopa. Zato, da ti imaš možnost, razen tisti, ki se zelo potrudi, da pride do svojega poslanca in tako naprej. In drugo, ko jaz rečem sprememba sistema, jaz mislim, da bi, glede na to, v kakšni družbi živimo, ta država morala vsem državljanom zagotoviti brezplačen dostop na internet. Pri frekvence, ki so na razpolago, jih dati v neomejeno uporabo državljanom, da delajo mediji take, kot njim paše. Ampak, ko jaz to dam na mizo, potem pa izpade, veš, to je, potem pa slišim to, to je pa, mislim, to je utopija. Ja, zakaj je to zdaj? Zakaj ne moremo, Dome, tisto, kar jaz vidim kot najhujši problem tega sistema in najhujši problem, ki so mediji ustvarjali, je to, da ne moremo več še sanjati. Da smo se sprijaznili in da zdaj iščemo te, veš, ti v bistvu igraš igrice, kdo bo pametnejši sistem. In se res pametnejši, ker sistem je glup. Ampak to se moramo s tem soočiti in priznati, da ga treba spremeniti. To, kar jaz želim razmišljati o družbi, ki je drugačna od tega, kar imamo. In če želimo o tej družbi razmišljati, želim razmišljati tudi o tem, da imamo neko tehnologijo, ki bi morali vsi imeti pravico uporabljati brez kakršnega koli nadomestila. Da bi morali imeti, recimo, družbo, v kateri je popolnoma normalno, da te javne službe delajo in da niso pod nekim pritiskom, da morajo non-stop opravičevati svoje delo. Za vse tiste, ki delajo, recimo, ki se financirajo z javnega denarja, vejo, kakšen je križ, ko ti moraš opravičiti, da nekaj delaš dobro. In tako naprej. Svetlja, jaz te samo hočem povedati. Jaz mislim utopijo kot ne kraj, onkraj tega in mislim, da je možno. In to, kar zameri medijem je, da so postali v bistvu legitimacija, najbolj trdna, najbolj učinkovita legitimacija tega sistema, v katerem živimo. In to, ker se ta zaved ne razklene, ne bomo ničesar naredili. Jaz pa bom takoj, sam ta komentar. Jaz se strinjam s tabo. Mislim, jaz ne pravim, da so to utopije oziroma da je to neka stvar, ki je absolutno nedosegljiva, zato ker obstajajo neki objektivni razlogi, da to ni mogoče. Jaz sem mogoče samo pogruntil, da jaz to spremembo sistema razumem kot eno tako široko ali pa eno tako zelo dolgo kačo domin, ki pač vsaka nekako vpliva oziroma je vezana ena na drugo. In sem to zdaj v preteklih letih, oziroma ker sem videl v bistvu s temi akcijami, pa upam, da držim nek kurs oziroma da mi bo to dejansko ratalo. Mi se pogovarjamo o spremembi sistema ponavadi tako, da rečemo, rezultat je tole. Se pravi, imamo cilj določen. Jaz sem pa nekako rekel, dajmo se mi vprašati, zakaj je ta sistem tak, kakršen je, in začeti v bistvu na začetku verige spodkopavati ta prve 3 domine. Pa bomo potem videli, ko bomo te 3 domine umaknili, oziroma ko jih bomo podrli, kaj se bo zgodilo z ostalimi. Kvantna fizika se bo vse redefinirala. Ker je problem ravno v tem, ker so, veste, kaj ti rečejo, da je to utopija, Zaradi tega, ker je vmes, po mojem mnenju, toliko enih zadev, ki jih je treba spremeniti. Pa se strinjam, da moraš imeti tudi ta cilj v glavi, da ni dosti, da rečeš, da moj cilj ne sme biti in absolutno ni to, da rečeš, dajmo zdaj samo ukiniti oglase na slovenskih novicah oziroma sesuti oglaševanje na slovenskih novicah, s tem, da firme sprašujemo, kako lahko oglašujete na takem mediju. Ampak dajmo to začeti, dajmo ljudem z nekimi takimi hitrimi akcijami pokazati, da se to da. In da bodo potem ljudje sami od sebe začeli, ker jaz imam resno z revolucijo... Ja, povedz, prosti. Vem. Zakaj? Ne bom veliko ti govoriš o... Če se sam vrnemo na neutralnost, net neutrality. To, kar jaz govorim, da imaš fantastično novinarsko raziskovalno zgodbo o privatizaciji javnega spektra, radiodifuznega spektra, zato ga vse boli briga, ki je pa vreden milijarde in se podelijo mimo naše vrednosti podjetjem, mobilnim korporacijam in tako naprej. In to je zame zgodba. To pa
da bojo to, kar v bistvu nevtralnost interneta trenutno pomeni, to zame samo na koncu neka zadeva, ki je rezultat. Tle se jaz v bistvu zadovoljim, da, ne vem, kako bi ti rekla, da dobim karto, da lahko gledam, kako sistem drobove znotraj sistema, meni to ne zanima. Dejansko ne zanima. In mislim, da je to, Bog ve, kako vredna zmaga. Vredna zmaga bi bila, če bi se zadevo radikalno državljani. Gre za javno dobro. Mislim, če bi privatizirali zrak, bi verjetno vsi padli dol in bi se začeli bolj. Ampak to je isto. Kaj pa voda? Šli smo na digitalno oddajanje in ljudem so prodali najbolj neumno zgodbo, da so ukinili, skoraj, kako so rekli, zaprli so analogni spekter. Veš, kot da bi bil master switch on. In to je ugasnilo in analogni frekvence so tle in so jih prodali. V tem je problem. Ampak mi kot državljani od tega nimamo nič. Zato se jaz zauzemam in to so ti koraki. Skratka, ti delaš takole in to je super. Ampak treba imeti tudi tole in treba imeti direktno akcijo, kjer bo nekdo shekal frekvenco nacionalne televizije ob 7 in se pojavil na ekranu in rekel, dragi državljani, a vam res ni dosti tega, kar počne. O tem ti govorim. Gre za... Kako bi takmu človeku rekla vi? Kaj bi mu rekla? Rekla bi mu Ne, kaj bi mu rekla. Ne, kako bi ga imenovala? Kako bi ga definirala? Ja, sistem bi ga verjetno imenoval za norca, ampak če bi imela skupina ljudi, ki bi ga podprla o tlem, jaz bi mu rekla, da je to aktivizem. Aktivizem, ja. Ja, aktivizem. Zaradi tega, ker moraš narediti en korak naprej in pokazati, da je stvar možno narediti drugače. To je zame razlika od tega salonskega, ne vem. Je pa zelo boleče. Jaz sem samo tole povem, ko so se dogajale demonstracije in malo ljudi je vedelo, kakšno represijo se je uporabljalo proti demonstrantom, koliko ljudi je bilo zaprtih, kakšne travme so mladi ljudje doživljali, ko so 18-letnike zapirali v zapor in jih držali priprte brez kakršnekoli pravne pomoči. Mislim, to jaz vidim kot poraz nas kot ljudi, da smo dovolili, da se kaj takega dogaja. Skratka, o tem govorim. Ni treba, da to vi delate, naj delate tisti, ki si Ne, jaz sem hotela samo nadgraditi to, da sem vesela, da ste se obrala proti nam, ker nas je. Zelo ste začela komunicirati takole. Vesela sem za vsakega posebej, da sem vas možnost imela srečati tukaj in poslušati. Uporabila bi pa Domnov predlog. Toliko imata zapovedati, da se morata pridati ponavljati. O tej temi... Eno je ponavljanje, to drugo je pa res. Ne ponavljati. Da ponavljamo srečanja, ker ne moramo vsega zdaj povedati. To je tako široka tema, da je to bila samo istočnica. Veš kaj? Se lahko tikamo. Lahko se tikava, a veš, od takrat, ko si mi Facebook prijateljstvo potrdil, čeprav se v živo ne poznava, lahko se tikava. Je rekel, kje se pa mi dva poznava? A veš kaj je finta? Finta je v tem, da ravno to je problem. A veš, tudi Snowden recimo, Snowden je v določeni meri, po mojem mnenju, naredil, pa bo se zdaj zelo bizarno slišal, več škode kot koristi. Zakaj? Zaradi tega, ker se je postavil, oziroma ker smo ga dojeli, on je rekel, tle sem si par citatov izpisal, in tle bom recimo tega uporabil. Media is personalizing politics and the government will demonize me. Fora je v tem, da on se je postavil kot nek lik, ki bo zdaj, tako kot smo navajeni, rešil stvari namesto nas. Nam ni treba nič narediti, to bo Snowden. In on je konstantno ponavljal v vseh svojih intervjujih, tudi če bereš Grivola, tudi če bereš vse ostale, konstantno je ponavljal, it's not me, nehajte se z mano ukvarjati. Ukvarjajte se s temi zadevami, ki so tle problem. Ukvarjajte se, sploh ne mene gledati, jaz sem vam zdaj to prinesel, zdaj pa vi pogledajte, kdo je to odobril, kdo je to poštempljal in se z njim ukvarjajte. In te frekvence, recimo, ki so določene zelo specifična tema, ampak po drugi strani, mi imamo znotraj države inštitucije, ki so izključno namenjene temu področju, ki se jim reče regulator komunikacijskih omrežij.
ne, ki so tam točno zaradi teh zadev. In očitno, več kot očitno, tudi na nivoju net neutrality, tudi na nivoju ostalih zadev, ne funkcionirajo. In zdaj, jaz ne pristajam na to, da se bom mogel jaz, in to je pa zdaj pa Talen Savič, da bom mogel jaz čist vse zadeve. Pa smo najdli. Ampak čakaj, Mejo. Ne, ampak mislim, mejo. Pač, jaz imam, a veš, to ni omejen. Vsi imamo to. Ne mišli vsega. Vsi preko meni točno pa rečemo, zakaj bi pa moral pa prav jaz. Ne, pa ne sem zakaj bi mogel prav jaz, ampak sem to, da se, a veš, da se pol kar od vseh, mislim, da se od takih likov, pa niti slučajno se ne enačim s Snowdenom, ampak od takih likov pričakuje, ne, saj zato imamo njega, nam ni treba, bo to on. Ne? Bo mama skuha kosilo, fotor opere avto pa zamena ole, Snowden pa Savič pa, ne vem, zgaga pa uni, bodo zrihtali pa orožarsko industrijo, pa telekomunikacije, pa vohunje pa pa tretje. Ne dela to tako. Mislim, že sam to, da se je Snowden, da prideš do tazga ekscesa, kot je teženje knjižnicam, why the fuck imate vi te MMS kapljice napredaj, že to je eksces, oziroma je to korekcija enega prejšnjega ekscesa. Ja, je eksces, no. Državljan regulira delovanje javnih knjižnic, en državljan, ki si neki izmisel. Zdaj si pa predstavljaj, da bi bil jaz res idiot. Zdaj si pa predstavljaj, da bi bil jaz... Predstavljaj si, pa si ne zafakavam, predstavljaj si, da bi imel, pa evo bom spet aktualen z begunci oziroma s tem, predstavljaj si, da bi se... Je tam hoaxov, ne? Predstavljaj si... Al-Jazeera je zdaj naredila celo zemljevid, ampak predstavljaj si, da bi bil jaz nek član neke skupine, ki jo imamo, oziroma ki imamo podobne skupine tudi v Sloveniji, ki bi zdaj po knjižnicah širil tole večjo raso. Ne, pa ne bi rekel temu Mein Kampf, zato ker to bi se mogoče koliko užgal, ampak bi rekel, ne, pa bomo to neki, veste, varnost Evropa kot svetilnik, ne vem česa in ono in tretje. In bi knjižnica rekla, to je pa fino, pogledajte, pa še knjigo imajo, pa ono pa tretje in ono tretje. Ampak to ni moja naloga, jaz ne bom, a veš, mislim... Samo veš, tukaj ta Eichmannovska nevarnost, mislim, vseh teh ljudi, ki ne pomislijo, ampak bogajo pa sledijo. Hkrati smo pa vsi užaljeni, oziroma hkrati smo pa vsi tako občutljivi na to, ko nam začnejo govoriti, da ta družba, da nismo enakopravni, da so eni več vredni kot drugi, da eni več delajo kot drugi, da eni drugače in tretji. Sorry, mislim, ta družba clearly ni enakopravna, ampak tudi zaradi tega, ker smo mi pristali na to vlogo, da se pač z določenimi stvarmi ne bomo ukvarjali. Da bo pametnejši pač popustil, da ta neumnost, ta neumnost. Ne. Te zadeve so, mislim, to se sestavlja, to ni zdaj tako, da imaš ti, da rečeš, ne vem, treniraš za maraton, pa rečeš, prvi dan ne bom, pa si daš najprej plan, rečeš vsak dan 100 metrov, ne, zato da bom potem na koncu prišel do maratona, pa pol en dan ne, drugi dan ne, tretji dan ne, četrti dan ne, pa rečeš, a ne, bom jaz kar naenkrat vse prelaufen, vse to se sešteje, pa se zdaj kompenzira za nazaj. Domen? Povej. Jaz ob vsem tej debati so mi 3 stvari ostale v spominu. Pač pripravljenost plačevati za dobro vsebino. Pošta. Jaz gledam pošte. In sem se spomnila na eno kombinacijo medija, ki je na pošti začel prodajati delnice. Ok. Ja? Se spomnimo? Ja. No, pa me zanima, kaj se s tem dogaja zdaj, a vidva, ki veste, kako je to uspešno, koliko ljudi je podprlo. To je nova teorija, kaj je že? Zdaj je 1. marca ali 15. marca bo televizija. No, radio je internet. Pa ne bi tega sploh reklame delal, nič nočem vedeti. Ne, ampak nekdo z nekim interesom je to že naredil, a ne? Logično. Ajde bi mi kaj jasno naredili. Dal je ljudem možnost, da postanejo delničarji medija. Samo je to medij, no? To je največje vprašanje. Ne, ampak tako je bil predstavljen, ne? Ja, mi se predstavljajo. Te 3 besede, no, so me spomnili na to, da dejansko so v Sloveniji nekateri poskušali že tudi na ta način. Zakaj se ne bi tudi dobra zgodba na podoben način ponudila? To vse.
Jaz mislim, da bolj se... Dajmo RTV Slovenija prodati državljanom, Dajmo se tistim, ki so zainteresirani. raj ukvarjati, to je spet neka outsourcing. Jaz bom tebe kupila. A veš, koliko jih lahko me kliče, pa reče, jaz vas plačujem, ne? Kaj to govorite? Jaz vas plačujem, gledam vsak mesec. Dajmo se mi za začetek, ukvarjati raj s tem, kaj lahko mi A se strinjam s tabo? pač naredimo, pa bomo potem videli, kam bomo prišli. Ker jaz meni je vsako, pa tle se res s Sandro, pa smo drugač velika prijatelja, ampak tle se pa absolutno ne strinjava, vsaka revolucija je bila zelo krvava, zelo na hitro je šlo čez, pa na koncu vprašanje, če je bilo kaj boljše. In problem teh revolucij je ravno to, zato ker se zmeri, to smo imeli tudi Šaleharjem debate, imamo še zmeri debate, ne? Problem je v tem, da se te revolucije zmeri omenja z neko tako lahkoto oziroma z nekim takim, če pa ne bo šlo, bomo pa vse požgali, pa še enkrat zgradili, ne? A si ti slišal mene uporabiti besedo revolucija? Ne, To so tvoje sanje, dobro. Gre za razmišljanje o nečem povsem drugačnem, no? Dovolj si predstavljati sistem, to boljši, no, ne vem. Mislim, ljudi najprej, tako rekel, ljudi najprej navaditi uporabljati slab sistem in potem skozi uporabo slabega sistema delati korekcije, da bo sistem boljši. Spodbujati, ja, ne navadati, Ker to slab pa spet ni, no, dajmo pač, bodimo malo fair. In je tudi problem ravno pri takih res najbolj osnovnih načelih, kot so, ne vem, kritično spremljanje medijem, pisanje pisem pač urednikom oziroma pritisk takrat, ko se z nečem ne strinjaš oziroma ko imaš nekje problem. Ne vem, pač, ker eni to počnejo, ampak to so spet sami, ki pametnejši od neha. Ne? In je problem ravno v tem, da če smo že pri teh kapacah in zaradi tega, ne, se potem v novinarstvu zdaj razvije tip vage novinarja, ne, kjer se uravnoteženost oddaje meri v tem, da rečeš, da vzameš tale svinčnik, ki ne bi bil siv, ne, in potem imaš v studiu dva gosta, enega, ki reče, da je črn, enega, ki reče, da je bel, ne, novinar pa na koncu zaključi, resnica je pa nekje vmes. To ni novinarstvo in to ni vloga novinarja. Drugače pa solidarnost v poklicih, da se ne omejujemo na novinarstvo, če lahko. Ne? Je povsod problem in kjer znajo določeni cehi stopiti skupaj, ne? Jih pa obsojamo zaradi tega po svoje. Ne? Politiki so dober cehi. Ne vem, bomo rekli tudi zdravniki, bomo rekli univerzitetni delavci. To je to. Vprosti, da se zdi na žurstvo pila. Ampak jaz vam povem, moj oče je zdaj v domu, star je 82 let, bil je v službi na ladji nemškega ladjarja, ki je novačil Dalmatince, pa pač tralala, ne, in na ta račun pač delal večji dobiček, ker je njim dal nižje plače kot enako usposobljenim nemškim, recimo. Ker nima zanoča sindikat. Ja, ampak ta sindikat rabi nekoga, ki pride do njega. No in to je moj oče naredil. In jaz tega nisem dojela, ko sem rasla, ker je on meni kazal, kako je sindikat pač prišel in zaklenil krmilo ladij, ne vem, njegove ladje, pa še nekaj drugih jih preprečil, da so šle delati tisto, kar so namenjene. Ja, zelo malo je včasih dovolj, ampak nekdo se za to mora odločiti. S tem, da on je ravno tako prišel na črno listo, kot novinar nikoli več ni mogel delati v pomorstvu. Se drugače smo uradno končali, ampak ja, še malo duše, ki se povedali. Malo bi se vrnil na temo. Na temo. Na temo, ja. Rok, Želar Gaš. Zanima me v bistvu, če do Snowdena v Sloveniji sploh ne more priti. Ali ima kateri izmed medijev, to je vprašanje v Sloveniji, sploh možnost v bistvu, da bi nek žvižgač predal neke dokumente mediju na nek, bi rekel, anonimen način, ali kjer medij tehnično to že danes vzpostavil v Sloveniji.
In drugo, vloga medija kot posredovalca informacij nekih teh zgodb, ali mogoče Guardian, kar smo izpostavili, se je povsem pokazalo, da to je nek upravni vidik, nek manko, da se sami novinarji tudi ne izpostavijo, ampak se postavi neka organizacija, kot je recimo nastal Wikileaks, ki je nek tampon cona v nekem smislu, preden se informacija poda nekem mediju, da se prej pravno in tudi drugače te dokumente ovrednoti in tudi mogoče že zgodba napelje, preden se poda medijski hiši. To si zelo dobro rekel, ampak to je, veš, Assange zase rekel, da je Wikileaks medij. New York Times, ki je zgodbo objavil, je rekel, ne, to ni medij. Ja. Oni so samo naš vir informacij, veš, to je zdaj, To se pravi, se strinjam. ali potem mediji potrebujejo neko novo inštitucijo, pred inštitucijo, preden da v bistvu lahko nekako pravno gledano varno delujejo, da ne dobijo nekih batin od recimo represije v tem smislu, ali pa da lahko zaščitijo vir na ta način, da ga ne poznajo. Veš kaj, jaz mislim, da večina teh zgodb ima tudi neka naključja, ki so tako banalna in smešna, da zgodba potem na koncu tka. Recimo, v primeru tega prisluškovanja pri Guardianu, zadeva se je zgodila najprej, da je Hugh Grant to vzel zelo osebno. In je rekel, zdaj imam dovolj. In je izkoristil svojo prepoznavnost, da je začel z media reform campaigning. Potem je Mosley rekel, imam veliko denarja, kdor hoče z mano v tožbo, jaz plačam vse. Ker tožbe so nenormalne. Oni so šli v tožbo in so potem prek odločitev sodišča so dobili vstop do podatkov, ker drugače tega ne bi dobili. Oni so morali plačati veliko denarja, ki jih je Mosley dal iz lastnega žepa, ker se tudi čuti prizadeti. Pri Guardianu se je zgodba obrnila zaradi tudi enega smešnega razloga, ker sta Greenwald pa njegov partner skupaj potovala in niste kupila karte prek istega letališča. In oni nosijo računalnik in kot nešolani glede tega je v računalniku, ko ga je policija dobila, v računalniku je bil listek s vsemi šiframi, tako da je policija lepo odprla računalnik, se pogledala in tako naprej. In Guardianovi novinarji so se postavili po robu, ko je prišla policija in zahtevala izročitev vseh dokumentov, kar jih imajo. Svetlej, to je veliko število majhnih dogodkov, ki naredijo to, kar smo govorili, da se solidarizirajo med sabo in rečejo, zdaj bomo pa to zgodbo proti sistemu pripeljali do konca. Zdaj, ako v Sloveniji, če te to sprašuješ, mislim... Ima RTV kot pač... Ne, veš kaj... To vemo, da anonimus v Sloveniji obstaja. Problem, ki ga jaz vidim, zagotovljeno ti je samo, če si anonimen. Ne, veš, kaj jaz vidim kot problem? Problem je, da to, kar ti naredi večina teh, ki delajo res to prave raziskovalne zgodbe, oni dobijo neko informacijo, ampak ti moraš zgodbo potrditi še po drugih poteh, razumeš? Ker ti ne moreš 100% nikoli zaupati veru. Ker ljudje iz različnih razlogov, imajo različne motive in tako naprej. Skratka, če si dober raziskovalni novinar, to ti mogoče istočnico, da začneš iskati informacije še drugod in tako naprej. Zato rabiš čas, skratka, ti moraš imeti medija, ki bo človeka plačal, da dela samo to in da mu da dovolj časa, da se poglobi v to zadevo. Recimo na RTV je to bil ta primer, Erika Valenčiča, s tem, da potem, ko je pa zagustilo, se mu hod povedal. V tem smislu tako je konstantno oziroma niso mu nuli pravne moči. Potem so spremenili svoje pač videnje stvari in seveda stopili za njim. To je pač en tak primer v Sloveniji. Potem pa še zanima me, govorimo o raziskovanju novinarstvu. In tisto, kar je pa mogoče tudi aktualno z tujini, kar se dogaja, imam pač par znancev, ki pa so nekako kot novinarji pristopili različnim takim mednarodnim inštitucijam, polnovinarskim,
in danes delajo ne samo raziskovalno novinarstvo, ampak preiskovalno novinarstvo. Jaz nisem za to. Ni. Ne. To je tako sivo polje, ne? Policija preiskuje, novinar raziskuje, novinar nikoli ne sme imeti ta občutek, da je zdaj njegova naloga, da nekoga obsodi, obtoži. Dobra raziskovalna zgodba. Zakaj potrebuješ veliko časa? Zaradi tega, ker ti moraš dejansko ljudem razložiti, kako je do tega prišlo celo zgodbo. In to ne moreš narediti v enem dnevu, razumeš? No, mislim, danes skozi te pač različne baze podatkov bi se eventualno določene zgodbe se kar pojavljajo, tako ko pač vidiš in delaš neke preveze, kje so zgodbe, kje so anomalije, kje so v bistvu in takoj, če se poglobiš, vidiš, da so dejansko tam. To je zame moraliziranje. Zame je zgodba, da ti pogledaš, kako je sistem dovolijo, da so prišle te zadeve, od te pripravljenosti in tako naprej. Ne vem, če ne razumem. Ja, razumem. Kako je cela ta zadeva stala, ne vem. Pozorno se treba tudi recimo pri teh zgodbah. Ne? Recimo en tak zelo dober primer tega, kjer bi se mogli v bistvu vsi razburjati nad stvarjo, nad katero se ni noben razburjal in to je nedelovanje sistema, ne? Recimo ta primer Tetra. To ne bi se kaznovalno. Vse, ampak okay, kako smo to, da je pač začela policija pol kazenski pregon oziroma da je pač obravnavala človeka, ki jih je opozoril na to, ne? Ampak sistemsko, kako je bila zadeva, kako je človek pač šel najprej do policije oziroma je najprej njih obvestil, vi imate problem s tem sistemom, ne? Nekaj ne dela tako, kot bi mogli delati. Ne? In so oni rekli, ne, to je kao ignor, ne bomo se s tem ukvarjali. Potem je šel do medija, ne, in je medij začel to pumpati in so mediji povzeli in so potem policija je mogla odreagirati zato, ker ne, so pisali mediji. Ampak finta je v tem, ne, kdo je zdaj naredil oziroma kje se je zdaj zgodba začela in kje se je končala oziroma zakaj se je končala. Ne? Kdo je tle glavni akter? Je glavni akter človek, ki opozori organ in organ odreagira? A je glavni akter medij, ki objavi zgodbo potem, ko pride človek razočaran od tega, ki organ je odreagiral do medija? A je potem organ frajer, ki začne tega človeka, ki jih je opozoril na sistem? Se pravi, to sistemsko razmišljanje, kjer mora funkcionirati več kolesi ali pa več koleščkov naenkrat in mora vsak narediti svojo stvar in je treba od vsakega zahtevati zelo specifičen del odgovornosti. In ne pričakovati, da bo eno kolesje opravilo, da bo eno kolo opravilo delo celega kolesja, ker ni specificirano za to, niti ne zna, niti ne more, niti ni to, to je to, kar sem mislil, ne? Ni to njegov job, ne? Ker ti imaš recimo, a veš, in to je ta problem tazga razmišljanja, ne? Da si ti narediš, karikiram tabelo in rečeš, ok, kdo zdaj ni naredil svoje naloge za to, da je bila na koncu zadeva pač neužitna oziroma da ni funkcionirala. Ne? Kdo je zdaj v kuhinji zafrknil, a je bil to unka kuha omako, a je unka kuha, ne vem, makarone, a je unka kuha, kaj na koncu postrebi. Pač, in potem fokusirati, zakaj je do tega prišlo. Ne? Ker to je zelo komplicirano oziroma je treba imeti malo predznanja, pa pač spet ta doba spektakla ni tako zabavno, pa ni tako una velika eksplozija na koncu, ne, glavni krivec, da je mogel prebiti na križ. Ne. Ampak vidiš, da se sistemske napake, takrat smo Eichmanna omenjali, a veš, kdo je zdaj zafrknil, ne? Kdo zdaj ni naredil tistega svojega dela, oziroma do kje je šla odgovornost, ampak do kje je šla odgovornost posameznika za to, da se je na koncu zadeva zafrkala. Ne? Zelo dobra poanta, v bistvu follow-up naredil. V tem takem imamo mi eklatanten primer nekega sistema, ki bi dejansko, kjer je čisto vsakdo, ki dela v javni upravi, kot naj bi bil profesionalni birokrat in je odgovoren za svoje delo, je dejansko na tnalu politike oziroma čisto vsakih interesov, ko pridejo nad njim. In zato se on nikoli ne odloča v tem smislu avtonomno, samostojno oziroma pač, da bi bil tudi odgovoren glede na to, kaj dela. To je hkrati sistemska napaka in najlepša funkcija sistema, da ni te osebne odgovornosti.
A veš, da ravno zato pa sistem funkcionira, ampak finta v tej osebni odgovornosti je pa v tem, da pač ni, a veš, da potem, in tudi novinari imajo to zelo radi, ne, da ni una edina reakcija težiti ministru, a bo odstopil. Kaj me briga, a bo on odstopil, ali ne bo? Mislim, glej, pa bomo zamenjali ministra, pa bo smo kaj spremenila, kaj se ni on, mislim, se on sploh ne ve, kaj se dogaja. A veš, poglej, recimo, ne vem, jaz sem to ta prvič in mi je tako, takrat me je res kar malo pretresel, no? Sem pač, ko je bil ta sporazum akta, ne? In si imel potem gospodarsko ministrstvo oziroma tam tega sekretarja, ki je pač to poštempljal in dajal naprej, in tretje, in potem smo mi to brali, smo videli, da noter pišejo bedarije in potem smo ga šli vprašati, čakaj, ne, pa kako? Why? V čem je smisel? Ne, da rekel, ma ne, to so oni so dali, ne, jaz sem bil sam ta umesen člen, ne, jaz sem sam to naredil, ne. Zakaj bi mogel biti pa jaz ki bo zdaj tle pa motu verigo, ne? Ampak problem te verige je v tem, da se pač, to, kar si prej rekla, ne, a veš, da si hkrati določimo cilj, se pravi, kam bi radi prišli, ampak da pa hkrati spremljamo tudi proces oziroma gledamo, kako spremeniti procesno delovanje. Ne, in mogoče potem na koncu, a veš, ne bo, mogoče bi se mogli, ne vem, ravno ta primer Tetra, ali pa nasploh informacijska družba, ali pa nasploh te zadeve, ki se dogajajo z internetom in s tem. Moja ključna ugotovitev na tem področju, ker se recimo, da zdaj bolj aktivno ukvarjam zadnje 3 leta, no, je v tem, da je glavni vzrok, da se zadeve dogajajo na izredno šalabajzerski način, pa prvi vzrok to, da pač manjka znanja. In da imamo v sistemu oziroma imamo na funkcijah, kjer bi mogli biti ljudje z znanjem, ljudi, ki pač tega znanja nimajo. In to ne bi bil tak problem, to sam po sebi ni največji problem na svetu, največji problem na svetu nastane takrat, ko daš zraven formulo pametnejši od neha, oziroma pametnejši se ne udeležuje teh debat, in na drugi strani imaš pač une kekce na drugi strani, ki so pa z tega naredili biznis, oziroma ki delajo pa samo to. Ne? In jaz nimam problema, vse bomo in kdo postane dober urednik. Tako, ne, jaz nimam problema s tem, da obstajajo v sistemu specifične interesne skupine, ki se borijo za določene interese. Ne, se, hvala Bogu. Problem imam takrat, ko se neka interesna skupina ne bori za svoje interese. Ko pač reče, ma ne, to je preveč komplicirano, to je ono, to je tretje, to je četrto. Le, zakaj? Mislim, to bo nekdo drug naredil. Ja, ne, it doesn't work that way. A viš, in potem se namesto tega, da bi rekli, mi se bomo zdaj organizirali, mi bomo zastopali svoje interese, reči, a ne, sistem je pokvarjen. Svet ni tak, kakor bi ga jaz hotel, ne grem se. Domov, nočem se več igrati z vami. Sem en stavek, veš. Mogoče, ko si poslušal, jaz nisem govorila o odgovornosti. Angleščina pozna to nianso med responsibility, accountability in sem gospoda Gradišnika vprašala, da mi najde ustrezen prevod. In to, kar jaz govorim, je čut odgovornost. To je to, kar ti imaš tukaj tle. In tukaj ti jasno pove, da to ni v redu. Zato ti moraš reagirati na to. To pa, kar dobro govorim, to je odgovornost na druge. To je odgovornost do inštitucije, do zakona in tako naprej. Ja, tudi. Ja. Ponotraniti moraš ta problem. Ti moraš ponotraniti to, da je nepravična družba, je nekaj, kar ni v redu, ker moraš reagirati, kakor lahko. A to pomagaš tako, da se, ne vem, vsakdo ima neko svojo, na tej ogromnem kontinuum, neko svoj način, kako se temu upre. O tem govorim. Zdaj, če tega, jaz mislim, da tega čuta odgovornosti pač ni, ker smo navajeni na to, da govorimo o neki abstraktni odgovornosti, s katero je tako vseeno, da nekdo odstopijo, da nekdo ne vem kaj. Dajmo o tem govoriti. In to mislim, da žvižgači imajo. Yeah. To je to, kar sem jaz rekla za snovno. To je to, ko ti tega ne moreš opisati. To ni tisto, da se veš. Ti v enem trenutku vidiš nekaj in rečeš, tega ne morem dovoliti. To ni prav, ne? Ja, to ni prav. Čudovita misel za konec. Hvala Sandra, hvala Domen, hvala vam.